Ljudje in ljudine, poslušate 166. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, bratje v okularjih, dobrodošli, tako kot skoraj vedno. Jaz nimam okularjev. Mito Gegić, Servus. Igor Harp in Aljoša Harlamov, tokrat brez gosta ali gostja, nič manj gostoljubno. Tole poslušate, se pravi prvo epizodo 6. sezone, res je, že 6. leto, vstopamo v 6. leto našega podcasta. Naj me nekdo reši, lepo prosim, SOS, please. Našega druženja. Ja. To se lepo sliši. Soničnega druženja. Sonično druženje, lepo. Ja. Zvočna kopelja, kar vedno bolj gosta. Ja, no, če bi se ti istuširal prej, bi bilo boš. Fuck. Daj, pet naprej. Ja. Današnja epizoda je, ne boste verjeli, posvečena vsemu žanrskemu, kar smo gledali na platnu in na ekranih, kar smo brali na papirju in na ekranih, ter kar smo igrali na ekranih in mizah to minulo poletje. Dolgo nas ni bilo, zato imamo veliko povedati. Vse od Indiana Jonesa do, šli bomo še do recimo Expendables, pa vse od recimo druge sezone Foundations pa do Shadow and Bone ali pa It's Always Sunny in Philadelphia. Skratka, kup stvari imamo za povedati, če omenjenih serij filmov slučajno še niste pogledali, potem za vas velja seveda pošteno pozorilo, da bomo njih govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si pripravite prste, da boste preskakovali po posnetku. Če pa ste videli vse to, kar smo mi in še kaj, potem si pa zaslužite pošteno nagrado in nagrada je malo muske. No, se to zdi dobra nagrada. A to je, ja. To ni vedno, razen vedno. Razen ko je intro. Drugač ni muske, samo intro pa je muske. Ok, poletje je minilo hitro, nekateri smo ga preživeli v kinu, nekateri v Andih. So to Andi, ne? Ja, to so Andi. Super. To tak, bratranco Nendija. Pet za geografijo, Aljoša tukaj. Pa si srečal ona dva iz Hot Fuzz? Andy's? Ne, ker govijo špansko. Tako da kvečemo Andreas. Skratka, dajte mogoče vsem povedati, kako ste se imela čez poletje, Igor, kaj si ti počel? Jaz sem bil v Grčiji, na Kreti, kjer je bilo fino. Videl ostanke prazgodovinske civilizacije in te fore, to je kar kulno, mislim, pa to, ja. Te fore so... Ja, pa si čist ko in sing z Indiana Jonesom. Ja, okay. Pa bil sem malo naokrog po Sloveniji, pa te fore, pa v kinu sem bil kar dost, ker je manj vroče v kinu. Res je. Mito, kako si se ti imel čez poletje? Delovno pa pohajkovalno, ajde. Ja, torej, omenil si že, da sem bil v Andih, v Peruju sem bil, mislim, da 23 dni. Ta skupaj pa... Dolg me ni bilo, ja. Ja, res me ni bilo dolg. Še sam sebe sem pogrešal. Pa imel sem na začetku avgusta eno hardcore razstavo sred Ljubljane, če je kdo videl. Po večini pa bilo to. Delo pa pohajkovanje. Pa se to je v redu. Kaj pa ti? Poletje. Ja, bilo je. Samarov Aljoša. Ja, skoraj. Niti malo. Z vsemi Seinfeldovskimi zasuki. S pomolom, najmanj s pomolom. Najmanj s pomolom, ja. Skratka, gremo dalje. Jaz sem si tako nekako razdelil, da bomo najprej govorili o filmih, ki smo jih pogledali v kinu, potem bomo nekako še malo šli na hitro v filme, ki smo jih gledali ne v kinu, na pretočnikih in kje druge, in potem serije in še mogoče špile, če je kdo kaj špilal. Jaz itak nisem, tako da to je vama prepuščeno vedno. In filme bomo nekako šli čist na hitro po vrsti, ne bomo se toliko veliko stavljali, tako da jaz mislim, da tudi zdaj pri velikih kvarnikov niti ne bo, no, ampak vseeno, če gremo na hitro skozi, mislim, da smo tega še gledali vsi skupaj, ne? Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ja. Oziroma Igor slovensko je, Indiana Jones in Artefakt usode. Točno, Artefakt, jaz več mislim, da je številčnica, ampak...
Ne, bi bil dobeseden prevod. Artefakt je pa ful bolj smiselno, ker meni se tudi zdi artefakt usode. Kratka, tega smo gledali, bil je tak tipičen poletni blockbuster. Denarja ni veliko prinesel, čeprav se spomnim, tudi obiska nima toliko v Sloveniji. Ne, tudi drugot ne. Ni nekaj blaznega prepričalo ljudi, ocene so bile, da vse zelo mehno. Kar pač se pozna, da mislim, da je Harrison Ford star toliko, ko je in pač ne gre vse tako hitro in divje, pa vse drugače je bil ok film in mislim, da težko najdeš človeka, ki bi rekel, da je to grozen film, tako prejšnji, tisti z Kate Blanchett. Tam je bilo dosti ljudi, ki je reklo, da je to grozno. Tukaj pa pač je v redu film, ampak a se bom zapomnil ga hočem še enkrat videti, tako sem takoj po ogledu tretjega hotel ga še enkrat videti. Dvomim. Mislim, najbrž, če bo na televiziji, kdaj pa bom še kdaj vklopil TV program. Ne bom preklopil proč, ampak vse je ok. Okay. Ja, jaz sem nekako strinjal s tabo, sicer pa če pa zanima, kaj si mislim o filmu, sem pisal kritiko o njem za review Ekran v zadnji številki je, tako da... Ful si se koncentriral na njegovo starost, mislim, se je to tam, ampak... Kdo, jaz ali Aljoša? Aljoša. Oba. To je, v bistvu še, dobro, ti si tudi zdaj, omenil, to tak... Meni pa niti ni bilo toliko zdaj, star je, ampak to tak majhen del filma se mi zdi. V bistvu film se namenoma niti noče s tem ukvarjati, ne? Ja, veš, kaj point tega. Mene je sicer motilo, da ni, da se ne bi hotel ukvarjati. Mislim, da so bili prizori, ki so kazali ful njegov starost in so bili zelo, meni fajn v resnici, ko ga vidiš brez majice, ko res vidiš to starčevsko telo, ko pleže ta tja gor, ko reče, da ne more to hiter, ampak vmes pa je pač normalno dela stvari, mislim, načeloma dela normalno stvari, kot jih je delo prej, ampak ful je to vplivalo na to, kako je akcija posneta, kako montaža deluje, kaj so si sploh lahko privoščili. Ne vem, zaradi tega sem mislim, da mi je to bilo glede starosti. Meni se zdi, da v bistvu ima film, pa sem užival v njej, meni je v bistvu izmed 5 4, pač, ne, če gremo listvico delati. To se vsi strinjamo. Primer, ampak mislim, da prvi problem to, da se nekako ta dva glavna lika nista čisto organsko spletla skupaj v smislu vlog pa dialoga, pa tako naprej. Malo je neka disonanca, vse pre meni bila, no. To je pač ta razkorak med generacijami. Mislim, to bi lahko bilo super spisano. Mislim, da problem pač v scenariju, niti ne toliko v režiji, pa potem, koliko so v bistvu eni elementi lahko bili sopostavljeni skupaj, pa da niso najboljše delali, eni boljše sicer kot drugi. Pa mogoče res to, kar si ti v ekranu omenil, da se v bistvu tale fantastični element zgodbe, ki je bil vedno prisoten, mogoče tle malo drugače obnaša kot pa poprej in pač to mogoče za indie fane ni baš najbolj. To, kar je bilo že v štirki. Ja, mene to res moti, jaz ne vem, zakaj to silijo. Dobro se je bila tudi skrinja zaveze, pa na koncu se je odprlo, pa se je nekaj zgodilo. In pri vseh je bil nekaj tak. Vedno. Vedno je bilo to malo na koncu, pa tako postavljeno je bilo v sam vrh tega, tle noter pa una bitka, meni je bilo zelo nenavadno, trajalo je veliko. Ne vem, tako, pa potovanje v času. Feeling imam, kot da so v bistvu šli ritmsko nekaj pisati, kot kaj bi bil ultimativni končni cilj Indiana Jonesa, kot da bi AI odgovoril, da gre v zgodovino. In potem so pisali vse za nazaj, da pridejo do te točke. Takšen feeling sem imel. Se zagotovo drži kaj na tem, najdeš twist in potem ugotoviš, kako priti do tega. In to zelo dobro deluje. Tisto sceno on te prepriča, da bi on rad tam ostal. Ampak kako bi Arhimed to zgradil, pa vse to pa si mi zdi. Tudi mogoče, veš, ta fora koncentriranje na zaplet, vse Spielberg je mojster v temu, ampak on ima teme, ki se jih rad drži in so v Indiana Jonesu vedno teme prisotne, tretji je fotersin, drugi je nasilje nad decom, naprimer. Veš, taka neka velika tema, ki je vedno izpostavljena in pol to da neko barvo celemu filmu. Tle pa, kakšna bi pa bila tle tema? Predajanje žezla naslednji generaciji, ker to je že v štirki bilo narejeno slabo, zdaj pa tle mogoče tisto slabo. Tako da, veš, to so ene zadeve, ki me pri temu malo zmotijo. Sem da sploh je pa čisto poletni bl. Čisto ok. No, naslednji film jaz mislim, da je precej boljši, no? Čekaj, Mitos, ti si gledal tudi še Mission Impossible, skratka misija nemogoče. Kako je Dead Reckoning so pa prevedli kot?
Smrtonosno soočenje. Mrtvečev. Prej je rekel, da ve vse na pamet, zdaj pa Google. 7, maščevanje, prvi del. Maščevanje, tako. Vidiš, okay. dobro, maščevanje, tako. Misija nemogoče, maščevanje. Prvi del. Ja, to je verjetno film z najdaljšim naslovom letos. Kako vam je bil všeč Mission Impossible? Se pravi, 7 si rekel, da je to. Ja, čeprav jaz bi povedal, da naslednje leto pride en slovenski film ven, ki ima sicer delovni naslov Ida, ampak režiserka meni, da bi moral biti naslov Ida, ki je pela ta grdo, da so se še mrtveci zbudili. Tako je. Ja. No, čudovito. Meni je bil všeč. Cool je. Zdelo se mi je, da se malo pozna to, da je bil film posnet prek zelo dolgega obdobja in korone in sploh to, kako morajo na hitro odpraviti lik Rebecca Ferguson, da je lahko šla Dune delati. Se vidi, da so ga odpravili zelo na hitro, da je lahko šla Dune delati. No. Drugače se mi je pa zdelo, da zanimivo peljejo štorijo naprej in da akcija je pa res. Ker pač predtem smo še videli recimo Hitre in drzne, ki so full desetko, ki so full delali na tem, da je full za vse real in brez CGI-ja, pol pa pač vidiš ta film, pa je to več razredov boljši stunts in car chases in vse to. Ja, isto, meni se zdi super film, nasploh tudi čist na levelu filmov, ki so nastali po Brad Birdu naprej, torej Quagmirejevi, torej čist na levelu Fallouta, kljub temu, da mi je ta še najboljši vedno. Mogoče edino pač, da se mi zdi, da je tukaj ta tema te umetne inteligence, kao mičke na silu narejena, tako ful preč trendy mi je. Veš, kaj mislim? Glede na to, da so ga 2 leti nazaj začeli, ali 3 leta nazaj začeli delati. Ja. Pač, ampak dobro, to so okoliščine, ki potem od zunaj pritiskajo na moje branje, ampak to takšen feeling sem, da v bistvu, zdaj vsi pišejo o AI, veš ta feeling? Ja. In to, drugače pa liki, akcija, tudi to, da Fergusonca v bistvu zelo hitro zgine, moram reči, da v bistvu ko pomislim na Mission Impossible filme, ne pomislim na njo, pogrešam jo. Zato, ker ona bila v 2 filmih malo. Ja, samo je bila kar ključni lik in na začetku je zelo vzpostavil, potem pa ta gre mimo. Meni se meni se zdelo, da bi jih moralo malo bolj zadeti to, da ona zgine. No. Jeremy Renner noben ne pogreša. Ne, ker naprimer tudi tale iz Enke, tale CIA direktor, ali kaj pa če neki, naprimer, da je bil noter, ampak to je lahko bilo kdo. To so pač nostalgija, bombica noter daljne. Drugače pa akcija, kako stopnjujejo, pa se probajo nadgraditi iz vsakega filma, je tle, v bistvu res stopnička više, to je ni da nino. Ja, jaz sicer nisem bil tako nadušen nad vsemi akcijskimi prizori, ampak še vedno je to, jaz mislim, da daleč najboljša akcijska franšiza. Takoj za Fast and Furious. Vsi, ko bodo imeli 10 filmov. Mogoče me, ne vem, tisti recimo skok, ki smo ga tok kazali, pa tok so ga napodvali, mi na koncu ni bil, recimo, se mi zdi, da bi bil malo antiklimatičen. Pač, se mi zdi, da ni bil tako dober posnet, karkoli, glede na to, da je to on res skočil, si zelo malo videl v resnici, no. Ampak recimo na vlaku je bilo zelo fajn. Pa tudi mene je bila pa štorija zanimiva in se mi je zdela zelo, točno zaradi tega, ker trendi se mi je zdela pa cool. No? Okay. Me ni toliko zmotilo, da zdaj AI, pač vsi, pač UI, no, po slovensko, vsi zdaj posod je in da pač ni me toliko zmotilo zaradi tega. Zdelo se mi zanimivo, me pa res zanima, pač, kaj bo zdaj v drugem delu, glede na to, da zdaj vemo, kje je podmornica. Vemo, da tam je zdaj ta stvar in nekako si ne predstavljam 2 uri gledanja potapljanja na dah Toma Cruisa. Ziher bo še neka fora, da mora downloadati neki nov USB ključek, pa USB ključek zgubi, pa take fora. No, ker jaz res pod vodo, ne vem, ker mora laufati Tom Cruise, jaz ne vem, tam nima placa. Ja, samo lahko laufaš po podmornici. Sem je tako oska. Ja, še bolj teže. Mogoče. Ker on ti svoj tek. Podrivati beg. Ja. No, skratka, definitivno pa eden najboljših akcijskih filmov tega leta. Če ne bi bilo Johna Wicka 4, je bil letos še John Wick. Je bil. Bi jaz rekel, da je to najboljši, ampak John Wick 4 mi je bil, zdaj sem ga pogledal par dni nazaj na TV-u in mi je še boljši, no. Moram reči. No, pa smo si pogledali Barbenheimerja, tako da Barbie in Oppenheimer. Zdaj Oppenheimer ni glih taki tipičen žanr, ki ga mi obravnavamo ponovadi, ampak ker je tak poletni hit, bomo seveda vseeno kakšno rekli o njem, ampak rečemo najprej o Barbie.
Če jaz začnem, recimo, mene presenetilo, ker se iz prikolice nisem čisto razumel, o čem bo ta film, razen da bo Barbie prišla v realni svet in neke te fore. In meni je bil, ne morem se nekako odločiti, pač šli smo gledati v kino s ful otroci, s ful punčkami in jaz verjamem, da za njih je bilo treba recimo ta feministično sporočilo res jim ga počrtati in jim vse natančno povedati. In če gledam z tega vidika, se mi zdi ok. Ampak meni je bilo pa seveda vse, kakšne stvari preveč on the nose. Hkrati pa, kakšne stvari pa so bile pač malo zmedene. No, pa jaz ne bom zdaj šel v to, ne, pač ful se je pol pojavilo kritik, da ja, feminizem ja, ampak pozabi pa, da je to pač ta feminizem, ne vem, drugega ali prvega vala, ki pač pozabi, da je treba uničiti kapitalizem za to, da lahko feminizem, ne vem kaj. Meni se zdi, da je za en film čisto dovolj, če feminizem da naprej, pa kapitalizem pusti za 5 minut ali pa za kakšen drug film. To me ni tako motilo. Je pa res, da mi je bilo mogoče ta, veste, da pokaže kaj izumiteljico Barbie, veste, legacy, ta dediščina Mattela, mi je bila pa mal cringe, no, mal mi je bilo tako, a res moramo, razumem, da to podjetje pač da, ampak to je tako, kot da bi, ne vem, v Marvelovih filmih, ne vem. Stanley bil non-stop? Ja, to sem mislil. Ja. To so probali so Stanley moment. Zdelo se mi je preveč ta Mark Mattela pač na filmu, da bi to lahko, ker tisti je bilo še kar zabavno, pač kao sami moški, direktorski. Ampak vseeno se mi je pa tisti del zdel najbolj šibek, direktor in Mattela. Tisto ni imelo nobenega smisla, oni malo laufajo gor pa dol pa reče, ok, v redu. In v bistvu še to, da je pač Will Ferrell tudi bil v Lego filmu, v zelo podobni vlogi. In je pol tu, ok, kaj zdaj hočeš samo nas spomniti, da je to že nekoč bilo boljš narejeno, ne? Zdaj imamo mogoče tudi to bucket list, prej naslednjič bo pa v Ikea filmu, ko še čakamo. Ja. Bo robot, ki sam sebe sestavlja. Tako da ja, ampak zdaj pa se mi je čisto fajn narejen igra, se mi je zdela fenomenalna, pač glej, sorry, in Margot Robbie in Ryan Gosling si zaslužita vsaj nominacijo za Oscara, meni sta bila izjemna. Ryan Gosling mogoče še celo mičkeno bolj, ker je pač igral totalnega bebca, pa zgleda, da mu ta vloga res paše. No. Sorry, no pač Ryan, oprosti, poklič me, redo je. No, nič hudega nisem mislil, ampak res ti paše. No. Ja, zdaj te bo Eva klicala, pa te bo napisala. Ja, Mendes. Ker hodi z njo, ali kaj? Ne, poročena sta, imata otroke že. Ima otroke? Ja. Razmnožuje se. Pardon, Ryan, spet hecam te. Je pa, meni se zdelo v temu pitch meetingu zelo v redu, ko napiše na listek feminizem, pa ga vrže v glavo. Dobesedno. Mu je vrgel v glavo, ja. Ja, to je nekako to, ja. Čak mi tudi si gledal Barbie. A meni je bil zelo všeč, vem, da ta film ni meni primarno namenjen, jaz sem ga celo opisal kot portal žanr, kar tudi je. Ki je prvenstveno osnovna neka najbolj jasna tema je meni, torej tema odraščanja, ker v bistvu vsi te Barbike pa Keni živijo v nekem navideznem svetu, ker je za ene bolj popolno kot za druge, sicer, ampak je potem ta soočenje z realnim ali pa z neko drugo meta resničnostjo, tisti vstop potem v odraslost, ona zaključi dobesedno pri ginekologu. Rečemo, to je najbolj osnovna tema, ki je super za najstnike nasploh. Meni pa potem se začnejo kazati takšne vrzeli v zgodbi ali pa v ideologiji, filozofiji, kakorkoli kot se tebi. In teh minusov manj kar nekaj. Še posebej se mi zdi, da jaz mislim, da bi si lahko prvošli, da grejo korak dlje od neke kastrirane identitetne politike ali pa o dialogu med spoloma. Vse je tam, ampak je tako prikrajšano zelo. Pa da bi lahko si prvo šli malo več kritike kapitalizmu, kot pa tale zelo sankcionirana izjava, kot so jo dali ven. Na eni ravni mi je pa še najbolj zanimiv, tu še moram malo si razčistiti misli, mogoče po drugem ogledu, kako je v bistvu film strukturiran, ker na en način ima neke modernistične podstavke, pa postmodernistične podstavke in se v bistvu prepleta skupaj in zdaj to že, mislim, da sem bral
ne vem, komu sem pozval, da se v bistvu že zelo obnaša kot metamodernizem, v smislu tudi kot je z Michelle Yeoh film, no, ta portalni film je Everything, Everywhere, All at Once. In je ena par filmov zdaj prišlo ven, ki se na ta način obnaša in to je meni najbolj zanimivo pri tem filmu. To imaš pa prav, mene je zelo presenetilo, recimo za en komercialni film si včasih vzame full enega cajta, za ene posnetke, pa za lepoto, recimo, ko ona prvič pride ven in ne vem, gledati listja na drevesih. So prav taki neki impresionistični momenti, ki jih jaz ne pričakoval, recimo, v takem. Kot da bi Zack Snyder naredil. Man of Steel, ki ima trenutno obletnico, ima točno polno takih posnetkov. Women of Plastic je to, ne Man of Steel. To so ti dovtipi. Ja. Zato smo pogrešali Igorja, da nam pove, kako je vse povezano z Zackom Snyderjem. To se mi je zdelo krasno, ko Disa Snyderja not na Barbie filmu. Ja, meni pa on Photoshop moment je bil, pa Pavement komentar tisti bil. Najboljša je pesem, kaj že pač, Can is enough. A je Match 22, ali kaj so že? Ja. A ja, ne, sorry, ti misliš on, ko plešejo? Ja, ko plešejo. Meni je on komad, ki ga pojejo, vsi Kenny v Bobnju na plaži. Tisti je, tam sem krepavac, ta pa zmaga. Tisto je res dobro. Ja, še en film, ob katerem smo krepavali od smeha, je potem Oppenheimer. Tukaj smo bili kar malo razdeljeni. No? Mito, ti si bil zelo navdušen, ne, če se prespomnim. Mislim, zelo, ja, navdušen sem bil, ker je fucking 3-urni film z dialogom o fiziki je tako dober, pa tako zanimiv, ker ne bi drugače bil. Pravi človek, ki gleda astronomske YouTube videe. Sure, ampak astronomsko dolge. Ne, meni je v bistvu film tako kot je strukturiran, tudi zelo zanimiv, ko ima neka subjektivna, obarvana Oppenheimerjeva perspektiva, ne, pa potem objektivni del črno-beli, kjer je v bistvu ta Strauss, kako se to prepleta. Potem kako Nolan v bistvu to tretira kot žanr, hkrati ne, hkrati je v bistvu to kot nek nosilec nekih idej o subjektiviteti, pa zopet je to zmešan neki modernizem, postmodernizem in je tako v bistvu full tem, o katerih bi se komot lahko pogovarjal, pa, a veš, ampak v osnovi ja, je neki biopik, ki je full preveč keša pobral. Ja. Mislim, to je najbolj dobičkonosen biopik ever. Ja. In še to, da... Nolanov film najbolj, ne? Ja, in še oni bo Oscar je dobil, Robert Downey, po mojem. Ja, zasluženo. Najmanj Robert Downey. Ne, edino Robert Downey. Misliš, da Cillian ne bi? Jaz mislim, da Cillian tudi. Cillian ima šanse, ampak Robert Downey zihar bo razen, zaodvisno, če bo Gosling za stransko ali za glavno vlogo. Če bo Gosling za stransko vlogo, bi mu znal Gosling odnesti, drugač pa mislim, da Robert Downey. Kaj se je on glavna? Veš, kak je? To kaj prijavijo se. Kak prijavijo, ker to je bilo tudi oni, kaj že, ko odrašča oni fantek, tisti film od Linklaterja. Je bila ona za stransko vlogo, ne za glavno, ne? Pa basically, ja. Ja, gled, mene pač ene stvari so me ful zmotile, no. Recimo, dobro, pustimo to ženske vloge, pač Nolan s tem ne ve, kaj početi, ampak zdaj, ko sem ga v drugo, ko sem ga gledal, sem skoraj znorel ob teh konstantnih flashbackih. Šele pol, ne vem, zakaj v prvo nisem tega toliko opazil, ampak drugo, vsakeč, ko on omeni nekaj ali pa nekoga, Nolan to pokaže flashbacku. In ko se pogovarjajo in tega pol ugotoviš nekaj, da je tega tok, da me je ob živce spravljalo, res, tako prav, trpel sem zraven, ampak v drugo je pa še vedno fucking zanimiv film. In to mene tako opisa 3 ure, ja, o fiziku, pa kako se stavlja atomsko bombo, ampak pisa še enkrat sem 3 ure gledal tako. Niti minuta mi ni se vlekla. Ja, ne, meni se ni vleklo, so mi pa določene stvari tako bile srednješolske, no. Srednješolski, ki prvič vidi filozofijo. Tista scena, ko ona dva seksata in potem ona randomly potegne ven knjigo in je Bhagavad Gita in on prevede ta... In ga zajaha in on pove ta slavni stavek. Tole se mi je zdelo tak overkill vsega skupaj, ne, da pač... Pa ni ne omenja, da je to bila Florence Pugh. Kako lahko to narediš Florence? Sram te bilo, Nolan. Res. Pred tablo takoj, pa ponavljati. Pa starši ne prijoš. Ja, starši, absolutno. Hočem tvojo mamo videti predvsem, kako je vzgojila tega cepca. Ja, plus, ja, mislim,
kaj je že ta druga ženska vloga, je pa Emily Blunt, ne? Ona je pa super v tistem enem prizoru, ampak ne veš zakaj, ker nič ni napovedalo tega. On je rekel, ona bo super. Ne, zakaj bi bila super? Mislim, skozi pije otroka, ima tam neki, ne vem kje, skozi se dere na te, ne vem kaj, zdaj bo pa super in te bo podprla. Ampak pa tudi nisem razumel, kaj je bilo tako super v tistem njenem Ja, kako zabija, pač onega tožilca. Ja, pač tega ne zabija. Nobene funkcije, pol to nima. Ja, ne, veš kako, gre se za to emocionalni neki nadvlado, zmago, rečemo temu polning, taki Twitter polning, recimo temu. Skratka, ja, no, ampak definitivno jaz mislim, da je res eden boljših filmov, no, tega leta, absolutno, in jaz pričakujem, da bo pobral kar neki fucking Oscar. No, sej ne, še pridejo full film. Lej, ampak zvok, absolutno, jaz nisem slišal boljšega filma letos. Tole je bilo noro. Tudi čudovito zgleda, ne? Mislim, da... Fotografija. Tudi muska, kakor je bilo, oziroma, glej, nor film, no. Ok, Igor, to sta vidva, omenil bi še, da v bistvu je bil film dost nepotreben, ker vse o eksploziji atomske bombe je povedal Smith od Twin Peaksa 3. sezone tega. Ok, lepo. Igor, hvala, da si mu povedal, da je bil nepotreben film. Skratka, nov Asteroid City je tudi, se pravi, Wes Anderson, ki ima zdaj tudi naslednji teden začne na Netflixu z novimi filmi. Danes. A je že danes? Danes je prvi za... točno, imaš prav. Cumberbatchem. Torej si ga uspel pogledati, Asteroid City? Ne, zaspal poleg in ostal pri tem. Ja. Res. Zdaj, moj vtis je, koliko sem ga videl. A imaš vtis? Ja, vtis imam, vsekakor imam vtis. Misliš na licu od blazine. Tudi to je. Da, nekaj mi manjka, pa ne vem kaj. No. Mislim, da se ga preveč poenostavlja, da na ta njegov vizualni aspekt, tako kot se Wes Anderson zelo rado počne, no, pa mislim, da je to nerodno prej kot tehno ali pa preudarno. Vsi ti elementi so tlele, ampak nekako ni, koliko sem videl, ni te neke dušice noter, kar imam jaz pri njemu zelo rad. Meni pa je to njegov najboljši film po tej Mladi luni. Kraljestvo vzhajajoče lune. Je vse to, samo moraš biti buden. Premalo volk. Premalo volk, ja. Zelo lepo deluje, gre pa ful proč od enih naravnih narativnih elementov, ki so bili dost prisotni v mnogih njegovih filmih. Tukaj ni tako ful zapleta, tukaj gre za odnose med ljudmi, predvsem odnose med familijami, predvsem odnose v enostarševskih familijah, ki so take zaradi različnih vzrokov, tako dobesedno jih ima vse, not napeljane prav tako, ali ti starš umre, ali sta se ločila, ali ga nikoli nisi poznal. Tako da zelo zanimivo mi je bilo z tega vidika, pa igra je res fenomenalna, pa pač tudi cel vizualni element se mi je zdel bolj koherenten kot pri Budapest ali pa pri kaj je bilo še ono vmes? Depeši. Depeši je bilo kar ok. Isle of Dogs je bil miš. Isle of Dogs pa nisem gledal, vidiš, to pa še moram. Ampak tole je bilo zelo quirky in lušno. Mislim pa, da če nisi fan tega njegovega pristopa k razlaganju zgodbe, ki je kar malo didaktična, ampak na nepričakovane načine, pol ti po mojem film ne klikne. Pa spet ima to, da ima ful preveč zvezdnikov, pa eni pač ne uspejo priti. Mislim, tam Tom Hanks gre dvakrat basically mimo, pa bi naj bil pomemben lik za nekaj, ker je pač dedek tam. Ampak ga enostavno mu ne ostane dovolj cajta notne. Pa ima še eno nepotrebno nadstrukturo, da to razlaga nekdo, kak je bila gledališka igra, ki jo vidimo, jo delajo ljudje gledališko igro, ki se potem v resnici odvija ta zgodba v tem kao realističnem svetu. Tu gre malo over the top. Tu se mi je mogoče še zdaj najbolj zanimivo, kaj je zopet ta neka metastruktura. Ne? Ja, je zanimivo, da probaš sestaviti vse skupaj, ni pa, da bi ti to, ko pač dejansko sestavi vse skupaj nekaj dodatno dalo. V bistvu en layer tam onih v teatru, ki so
brez njih bi še vedno vse ostalo delovalo in to, koliko oni dodajo, mogoče ni dovolj, da jih upraviči, da so tu noter, čeprav so Brody in ostali dost v redu v teh vlogah. Okay. Tako da ja, no to. Ok, pa sva z Igorjem, mislim, da mi dva gledala Holy Spider. Ja. To ste zamudili pred poletjem, je bilo full cajta na Netflixu, zdaj pa ga ni več tam. Tudi v kino ga ni. Genialen thriller. Mislim, meni je bil res dober. Vse basically je full to, kar opisuje Zodiak, postavljen v Iran. Pa malo drugačno, mislim, ful je manj kompleksno vse skupaj, ampak je pa scary pol ta del, ki se ful ljudem zdi, da prav dela. Ja, jaz mislim, da tukaj, kar je pri Holy Spiderju res fajn, je ta družbena komponenta, kar je bilo pri Fincherju fajn, je, da kaže to novinarstvo in kako deluje senzacionalizem mal in kako v bistvu ta obsedenost z pač s tem morilcem, ne, ki je v ameriški kulturi zelo prisotno. Tukaj pa imamo to, kako je v bistvu serijski morilc v resnici samo podaljšek mizogine kulture, ki jo pač religija fura v sodobnem Iranu in kako pač, ker je protagonistka ženska, ne, glavna protagonistka, kako v bistvu policiji niti kaj dosti ni mar, ker pač pobija lahke ženske prostitutke in pač a si zaslužijo živeti v resnici, ne? Ja. Te stvari, meni je to, ta del mi je bil res zelo fajn in verjamem, zakaj film v Iranu ni najbolj priljubljen na tem svetu. Ja, režiser, ki ga je posnel, mislim, da mu je ime Ali Abbas, on je emigriral že zdavnaj iz Irana in se tega spomni, tega primera iz otroštva, živi pa na Danskem, se mi zdi. Možno. Nekje v Evropi. Nazadnje smo ga gledali v The Last of Us, je posnel, mislim, da eno, dva dela. Ja, pa posnel je tistega, kaj že, Meja, norveški film, okay. Ki ga ful priporočam. Tisti je pa za en tak vibe narejen je po romanu istega pisatelja, ki je napisal Let the Right One In. Okay. Samo da ni o vampirjih, ampak o trolih in v redu naredi ali ta film tudi, no. Da ti rate kama inna. Ja, to je tako. Ja. Drugače pa sva z Igorjem gledala dva filma, ki bova kar skupaj, The Meg 2, se pravi Megalodon 2, mislim, da je to bil v Sloveniji, v slovenščini, in pa Blue Beetle, ki je bil kar Blue Beetle, če se prav spomnim. In ni, ne hodite gledati, če hočete biopik Paula McCartneyja. The Meg 2 je film, ki je bil v kinu, meni predvsem me razočaral, ker pač zelo malo vidiš Megalodone, zato ker tako pol filma so neki ljudje, ki pač imajo neke te teroriste in so v napoto. No? Jaz bi raje videl, kako veliki morski pes je ljudi, bolj mi je bilo to zanimivo. Ful je bilo referenc na žrelo sicer, vidiš recimo pogled od znotraj, Megalodon papa ljudi, vidiš pač kako zobi so spredaj, skratka ven iz grla mu gledaš, ko on papa ljudi. To se mi je zdelo še kar tako zanimivo, pa žrel pomol, mislim, da je to tudi v Žrelu 2, če se ne motim. Ampak pač Jason Statham je the guy, the man in the, ne vem kaj, the president. Neopren. Ja. On je model in to je to. Blue Beetle pa je meni bil preveč, mislim, Blue Beetle je čist fajn film. In če je vaš prvi superherojski film, boste uživali v njem. Če ste pa pogledali že vse 3 druge, prej boste pa tako, to je pobrano iz unga filma, to je isto kot vunem. Skratka, sestavljanka drugih filmov je. No? Ja. Pa Susan Sarandon je vilen in je grozna. Ja. Predvsem pa je evil. Zakaj? Kaj bi bila pa ženska po 50, če ne evil? Se ne vem, koliko je Susan Sarandon stala. Ok, Igor, pol ti si še, pol sta 2 filma tvoja, Gran Turismo in najstniške mutantne ninja želve, ne vem, kako je to slovensko. Ninja želve. To, da so najstniki, mi ignoriramo. Zakaj jaz to ne razumem? To je pomembna informacija. Skratka pa Gran Turismo, to si dvoj si pa ti pogledal. Ja, Gran Turismo je film... Je film? Ja, do zdaj smo razumeli. Deloma po resničnih dogodkih in sicer je PlayStation pa Nissan so imeli na eni točki reality show, kjer so ljudje, ki so bili ful dobri v špilu Gran Turismo, lahko se uvrstili v to, da
so jih naučili voziti prave avte po pisti Nissanove. Okay. In ta šov je bil eno par let. Protagonist tega filma je bil v 3. sezoni zmagovalec, kar v filmu pač sploh ni tega šova. V filmu je samo pač, da je ta kontest in on zmaga in potem vozi za Nissan in potem gre Le Mans voziti na koncu. Kar je tudi se resnici zgodilo, da je Le Mans vozil na eni točki in je skupaj z enimi ljudmi zmagal. In vmes je pa še ena nesreča, ki se je tudi res zgodila, kjer so resnični ljudje umrli in ta protagonist tega filma, oziroma po kom je posneto, ni bil dejansko kriv nič, ampak je pač nekaj se zgodilo. In to je tu not uporabljeno zato, da on premaga neko krizo, kar se mi vedno zdi problem, ko ti delaš filme po resničnih dogodkih, da to daš. Ok, that being said, film je fun. Neil Blomkamp ga je režiral, Neil Blomkamp zna režirati. Enkrat sem bral en intervju z njim in rekel, da je njega navleklo na to, da bi filme delal tiste oglasi za BMW, če se jih spomnite s Cliveom Owenom. Bomo dali link not. On je ful mlad človek, očitno. Ja, Blomkamp je malo mlajši od nas. Ne. Tisti oglasi so bili pred YouTubeom, tisto si moral zdownloadati, da si lahko videl. Ali pa BMW-ja kupiti, da si dobil DVD. Ja. BMW-ja si mogel kupiti, dobil si DVD in pol si lahko pogledal to. Jajno. Ne vem, zakaj sem to pol jaz videl, ampak kratka, avti grejo vrum. Avti grejo vrum, v redu to posname. Mislim, da če bo tale Frenči obupal, bojo Blomkampu rekli za naslednji Fast and Furious. Ja. Ninja želve pa so animiran film, krasno animiran, poglejte si, precej spremenijo zgodbo, ampak na cool način. Seth Rogen je producent, mislim, da so scenarist, zelo vredu odnos ima do stripov, kot vemo že iz Boys, recimo pa Preacherja, kjer je tudi sodeloval zraven in tu je zelo vredu narejeno. No. Pač origin story je, oni so želve, najstniki so, hočejo med ljudi. Jejo pico. Je pa to potem spremenjeno, da bad guy to pot so drugi mutanti, ki so iz istega legla, rečemo temu. In ki dajo ananas na pico. Ne. Superfly je glavni in Ice Cube ga voice v originalu in je badass. No, ampak potem se zgodba spremeni v to, da so mutanti proti ljudem, pri čemer je zelo ta en immigrant story. Kot v stilu, vsi mislijo, da smo vsi mutanti teroristi, pol pa bodimo teroristi, prav na to žogo gre in zelo elegantno to spelje. Pa Bebop in Rocksteady sta na koncu cool, no nista villains. Pol pa je after credit scene, zaradi katerega so muloti, ki so bili v kinu z mano, bili oh my god. In ja, valjda, pojavi se Shredder pol od zadaj malo. Ja, Shredderja ni v prvem filmu. Shredderja ni, Superfly je villain, ja. Ki je za ta film novi lik, ja. Tudi prav. Ampak pol bo Shredder v dvojki, a ne? Oh my god. Ja. Sledita dva Oh my god filma in sicer dve grozljivki. The Last Voyage of the Demeter je bilo v slovenščini Dracula. Prebojeno zlo, ja. The Nun 2 pa je bila preprosto Nuna 2. To bi moralo biti tisto, Nuna. Nuna. Tako jaz bom rekel, pač meni Dracula pač ni bil... Ful sem pričakoval od njega, pa mogoče malo res ful preveč. Film ni bil slabo posnet, izgledal je fajn, tudi ta Dracula kot velik netopir izgleda fajn, ampak film je pač neumen, no, ima toliko nekih lukenj, da bi ta ladja mogla potoniti, če preden je prav z pristanišča šla, odkudar pač krene že Bolgarija, mislim, da naredili jih iz Romunije, Varne, tako je, imaš prav, ja. Ne vem, pač gled, ko, mislim, ugotovijo, da on zna leteti in še vedno hočejo potopiti ladjo, ki je, ne vem, 6 metrov pred obalo Britanije. Zakaj, če ti plah leti? Mislim, nobenega smisla ni imelo vse skupaj. Ne more leteti prek vode. Okay. Ja, ne vem, ves čas je leto prek vode, ne vem, skratka neumno. Pri Nuni 2 bom pa jaz sem to rekel, da Cineplex, zdaj se ne spomnim, kdaj sem gledal film, ampak lahko vam javim. In tam je ena gospa sedela 2 sedeža stran od mene
in vi morate to gospod najeti, res za vsako grozljivko. Jaz bi vsako grozljivko gledal z njo. Jaz še nisem tega doživel v kinu, ampak meni je bil film boring. Dolgočasen za umret, brezvezen, skoraj slabši od Nune 1, pa že Nuna 1 mi je bila tako, o moj bog, zakaj jaz to še gledam, ampak o tem več v naslednji rubriki. To gospo je bilo, gospa, pač bila je moja starost, pa je zdaj mogoče še mlajša, je bila pa prestrašena ob vsakem, vsaj malo grozljivem prizoru. In bilo je res neverjetno, ker je bila tako... Res, in na koncu v kinu je hotel videti, kdo je ta gospa. Ko so se oči prižgale, so vsi gledali, ja, je to ona, kjer je pa to, a to ona je bila tam. Res, kričala je v njen bogi partner, fant, karkoli že bil njen date za tisti dan, je najprej skušal pomiriti, pol je skušal, da bi šla ven, jo prepričati, da bi šla ven, ampak ona je uživala. In potem se je mal k meni stisnil, bogi reveš, no jaz pa mal stran od njega, ampak... Ja, bilo je res neverjetna izkušnja, no, in ona mi je popestrila ta film, ki je meni bil pač fucking boring. Igor, boš ti še kaj dodal? Meni se je zdal boljši kot Nuna 1. To je to. Zelo? Okay. Ne ful, ampak... Da miši odlako. Pa sem gledal še Equalizer 3, to ti, Igor, nisi. Zakaj ne? Mislim, res slab film. Tudi dvojke nisem gledal. Slabe filme. Tudi dvojke nisem gledal. Ko ni Chloe Grace Moretz, pol zgubim zanimanje. Ja, skratka, imel sem res nesrečo, ker sem gledal Nuno 2, pa tega isti dan in oba sta mi bila res slaba. Enka je najboljši, ta Equalizer, res dober, Denzel je fenomenalen. Meni že Enka bil precej za nič. Pa če ima tako vse neko, družbeno sporočilo, on pomaga revežem oziroma malemu človeku. Na koncu ljudi pobija v Home Depotu z orodjem malega človeka. Meni se je to zdelo tako simbolno. Tretjem pa pač mafija in oni vse potamani in je že na pol je že kot nočaronc ali ne vem kaj. On se vedno pojavi zadaj, čeprav un tip sedi za mizo, okno zadaj je zaprto, spredi ima pa odprta vrata in on je enkrat zadaj. In ne veš, kako je prišel tja, ampak on stopi za zavese in ga ubije. In pol tako potamani vse in luken še več, ker v vsakem siru, ki ga v Italiji ti ga prinesejo na plošči. Kjer je prespodoba. In pa sva z Igorjem gledala še Smrt v Benetkah, kar je res slab nas prevod, mislim. Vseeno bi se morali nekaj literarnih referenc ljudje zavedati. A Haunting in Venice. To je prevedeno Smrt v Benetkah? Ja. Thomas Mann. Ja. Pač pogledal sem malo po Kobisu, pa rekla, to pa je dober naslov. Še v tiste fucking delovi zbirki, ki so že vrhunci stoletja. Skratka, tam je bil pa všeč. Jaz moram reči, da meni res pač Brennagov Hercule Poirot ni slab. Jaz ne vem, zakaj se ljudje Hercule. Ja, zakaj se pritožujejo ljudje tok. Meni je v redu, tudi njegovi prki so v redu. Ja, ni jim všeč, pa češ, da ne vem kaj. Meni je bila že enka v redu, dvojka je ok, malo slabša. Preč masne brke v redu. Taka mešanca med grozljivko in kdo je bil, tukaj je kdo je bil. Meni je bil fajn. Meni se tudi dopadlo. Mislim, glej, malo je preveč obvijes, kdo je ubil, ampak... Zato, ker pač ti tepejo v glavo, tako je 26, kaj pa tole? Skratka, nač. Malo je bilo too much, ampak glej, v redu. Ja, igra je pa v redu, ja. In potem še zadnji film v kinu, ne boste verjeli, samo še enega smo pogledali v kinu, z Igorjem sva gledala Expendable 4. Kako se pa to prevede? Plačanci 4. Tako. Jaz bi rekel potrošna roba. Kanon Futek. Kanon Futek 4. Ja, ni dober. Prvi 3 so mi bili boljši in celo še tako. Prvi mi je bil ok, drugi malo boljši, tretji pa najboljši od 3. Četrti pa spet tako, pač ne vem, režija mi ni bila všeč, humor ni toliko zadev, Jason Statham pač pobije od 500 zlikovcev 495, po mojem. Pa večino jih ubije z nožem v vrat, tako direktno. Prejšnji film je bil kao PG-13, da se malo nazaj držijo dupa, zdaj ok, ne. Nož vrat, kje je naslednji? Nož vrat. Malo nekaj proti vratom. Ne vem. A veš, noter je kup, pač to ne bi bilo kao antologija akcije, kdo je kdo v akciji. Povabijo Megan Fox, ki je noter za en prizor seksa v spodnjem perilu.
To je fucking bizarno. Ja. Ona dva sta oblečena, da si začneta poljubljati. Fade to Black sta v posteli. Jasona pokažeš pač zgoraj brez, pa pač ima pokritje spodaj. Ona pa je oblečena v bodi, ki ga prej ni mogla imeti pod onimi oblačili, kar pomeni, da se je šla še enkrat vmes preobleči. Ja. Potem, ko sta nehala, se je šla v bodi, ker pač vmes ne vem. Kdo je Jason Statham? Akcijski heroj. Ja, in ona je filmu, zato mi mislim, gledaj, karkoli si mislite o Megan Fox, pač škoda je, mislim, brez veze. No? Bila še kaj naredila. Ja, in pridejo tja in so nenadjebljivi in polik zaprejo tako, dobijo jih tako in pod Jason Statham pride in pokolja pol ladje. No. Daj mir, no. Pa še pol, ko so skupaj. Ja, najhujše je, ko so še skupaj, on jih vse osvobodi, pa še pol vedno on kolje. Oni pa zadnji neki hodijo, pa tako, glej, dober ga je zaštihu, a ne vem. Res, ja. Ne, to je kar problem. Ja. Ne, ampak ustavijo tretjo svetovno vojno. To je tudi v redu. Ja. Okay. Ja. Tako da zdrifta ladjo. Ja, pač, kako se to so ti meni? Ne kar ladjo, ne? Mislim, tako letalo nosilko ladjo. Okay. Ja. Kako rečemo po slovensko, da driftaš? Driftaš. Ne. Ausglajzaš. Zažlaufaš. Zažlajfaš. Ja, zažlajfaš. Zažlajfaš, da bremzaš, driftaš. Ker driftaš kako ti z avtom driftaš, no? Prius. Ti sploh ne driftiš, se kome premikaš. Skratka, vsi, ki veste, kako se reče driftanju, posebej v vaših krajih, dajte nam vedeti, ker mi očitno ne vemo. In gremo na, skratka, to je bilo to, kar smo gledali v kinu, to je bilo kar impresivno število filmov, ki smo jih videli v kinu. In gremo na filme na pretočnikih TV in drugo. To sem jaz, noben ne bo noč dodal. Jaz sem dodal, samo si sprinto prednost ne dodal. Ok, gled bom jaz na hitro povedal. Jaz sem pogledal pač Conjuring Universe, zato da sem šel Nuno 2 gledat in moram reči, da nisem navdušen. No. Res me je razočaral. Prvi Conjuring še je najboljši, pa še tam mi ni bil neki blazno všeč. Dvojka je kar ok. Annabelle 2. Nasploh Conjuringi so še ok. No, ampak trojka je za nič. Ne, trojka je za nič, imaš prav, ja. Annabelle 2 je v redu še vse ostalo pa je zelo slabo. Insidious si tudi ne. Tega še pa nisem. Teh še pa nisem. Ti ne spadajo v Conjuring. A ni to? Oni so Insidious Universe. Kako je to prevedeno? Kako se prevede Insidious? Neko zlo je. To mislim, da sploh ni bilo v kinu pri nas. Tale zadnji zdaj posebej ni bil. Mislim, vem, da ni bil. Potem sem gledal Dampira. Dampir je prvi Bonellijev junak, ki je dobil svoj film. Skratka, vsi, ki kupujete Zagore, Dylan Doge, Bonelli je naredil svojo produkcijsko hišo in naredil film, ki ni slab. Jaz bom rekel tako, meni je res, mislim, škoda, da ga ne vidiš taki film, da ne pride v slovenska kina, ker je tako z Blue Beetlom, recimo, če primerjam enako čist ok, klišejast superhero movie, je res, da pač se dogaja na Balkanu, pa je vse rusko, pa da ne veš točno, na kateri strani je kdo in jim tudi ni kaj dost mar, neki se streljajo, vsi v istih uniformah, ne veš sploh, kako vejo, kdo je kdo. Ampak noč so vampirji in pač Dampir je otrok vampirja in človeške ženske in ima pač neke lastnosti vampirja, hkrati je pa njegova kri strupena za vampirja. In je pač... Torej Blade? Ja, tako dokaj novejši Bonellijev junak, ki ne vem, zakaj so začeli z njim, meni bi bilo najbolj logično, da bi z Dylanom Dogom. Ampak Dylana so 2 probali, ne? Tej, jaz mislim, da tukaj so pač preprosto malo bupali. Ja. Zdaj pa ne vem, če imajo kakšne naslednje načrte, ampak ta Dampir ni tok slab, no ni pa zdaj, ne vem kaj. No. Pogledal sem Sisuja, to je na Netflixu. To. Ja, ti pobija nacije, ne vem, ni mi bil to, nekaj kilov je bilo še kar tako dobrih, si prav tako rekel, ja, nacij, tu imaš. Ampak večinoma pa predvsej boring film, on se kar tam sprehaja, nihče ga ne vidi, tako malo mi je bilo tako. Razumem, kaj ima folk tak nacija na piki, vse se lahko malo pomeniš. Hvala mi to. Kaj si pa ti pogledal še? Jaz sem pa pogledal, da odklukam tisto, kar sem že enkrat. Triumf des Villes. Ja, to ja, jaz sem Leni Riefenstahl obrnil. Ne, pogledal sem na zadnje od Rittensko bom šel. X-Files 98, film. Film. Ja. V bistvu me je presenetilo, koliko razlagajo vse za one, ki niso serije gledali noter, to me je malo motilo, ampak drugače mi je pa fotografija ful všeč in prosto šel tipa pogooglati
On je snemal Dnevi grmljenja, pa Tony Scottov fotografije bil in se ful prepozna ta Last Boy Scout fotografija, ki je bila meni zelo všeč. Mene je to pri filmu takrat motilo, ker zgleda preč tako James Bond že, ne? Ne, meni pa moram reči, da ful paše na to, ker moraš, veš, so to neko veliko mitologijo strniti noter in ti malo pomaga, da ti da, leta ful napeto, nevarno vare. Ja, ne tisto na Antarktiki na koncu se mi je zdelo. Ja, dobro, samo pač tam je... Pač. Pa vedno me je motilo tisto, celo ono štalo najdejo, pa tega ne znamo zrihtati, dajmo igrišče gor. Seriously, kakšen competent government agency. Jaz sem se tako smejal, en teden nazaj sem gledal, ko samo kamera se premakne, v nekem skeču, veš, kaj pa tole, pa zelenica, položene trave zraven. Kot da lika ne vidite tisto, ne. Ampak mulce še morate prej sprašati. Ampak okej. Potem pa sem še pogledal Enter the Dragon. Na letalo je bil poslen. The best. Super je. Ene ful smešnih scen je noter, jaz sem se krohotal v 3PM, ampak tako, ta klasični Bruce Lee, nijaš kaj dodato dozet. Pa vredo je štorija, pa igra, pa vse štima. No? Ne, tudi ene par smešnih, slabo postavljenih zadev je, ampak drugače pa bomo vse več, mislim, da smo ga imamo nekje na neki lestvici, ki ga bomo enkrat obdelali. V kinoteki ga delamo. Tako da bom več takrat, še ga mziham enkrat. Skratka, to je zdaj bil že en preview 6. sezone. Skratka, v kinoteki pripravite se, pogledajte ga naprej, pa pridite pol z nami gledati. Vstopi v zmaja je slovenski naslov. Vstop v zmaja, in a very non-heterosexual way. Ampak tako na hard. Pol sem pa gledal nekaj, kar še pa nisem, to so pa te zadeve. Training Day, ki ga nisem gledal, in mi je bil mind-blowing dober, Denzel bi že tle mogel Oscar, če ali ga je? Ja, okej. No super, tudi Ethan Hawke je the best, pa vsa ta bedna kop scena in je super zadeva, mislim, da je tudi tak lep predhodnik Kolaterala, taka ena ful lepa, zanimiva, napeta zgodba o korumpiranih policistih, pa v bistvu kako se podjarmajo z toksičnostjo, pa z strahom celo sosesko družine, ljubice, ni skratka, bad cop do konca. To je scenarij Davida Ayera, ki je pol delal Suicide Squad, recimo, ali pa, ki je tak film, ampak Fury pa recimo njegov je bil pa edini boljši film, ker je on podpisan zraven, ki ga je tudi režiral. To je on s Stankom. Ja, tisto je res dobro in je še najbližje tak trening, da je po nekih tematikah, ki jih obdela in Fuqua pa nikoli ni več niti približno nič dobrega naredil. Recimo Equalizer 3. Recimo. Skratka, ful priporočam, ful je dobro, pa držite tisto 1 uro pa pol, niti ni tako dolg. Genialno je. Super, film pa v enem dnevu se zgodi in je super zadeva. Pa še drugirajo se. Skratka, pol sem pa na priporočila mojega ful dobrega novega Twitter prijatelja Guillerma del Tora pogledal. Eno v bistvu zadevo na Disney+, No One Will Save You, je pa grozljivka in v bistvu včeraj je celo Stephen King rekel, da to nekaj najboljšega po eni Twilight epizodi. Twilight Zone, ja. Ja, Twilight Zone, tak, ja. Hvala. 90-minutni film, skoraj 2-urni film o grozljivkah, ki se dogaja po večini v bajti, skoraj da brez dialoga. Mislim, da je 9 stavkov izrečenih in je napeto. Super je. Malo zaniha to pa tam, ampak nasploh je ful huda zadeva, koncept je na mestu, mogoče koga bo spomnilo na A Quiet Place, ampak mislim, da je za stopničko celo boljši. Tako, presenetite, ni na prvo žogo, cool zadeve. Tako, to je definitivno nekaj za pogledati, za krvotoč, ki prihaja. Pa, kaj če tega tvojega prijatelja kdaj povabiš na podcast? Ja, bom poslal DM, ja, tako. Pol pa sem tudi na letalu pogledal tudi prvič 12 Angry Men. Kjero verzijo? Originalno, z Henryjem Fondom. In za, kako smo že prej propno rekli, za 90-minutni film, kjer se 12 tipov pogovarja, pa krega, je to tak fucking dobro, da mi je kar glavo odpiknil. Jaz sem na pol ploskal, pa navijal tamle zraven. V bistvu za argumente, ki si jih drugemu devajo, zakaj je en mulj zločinc ali pa ne. In je noro, super strukturirana. Je to po drami nastalo nekaj? Ja, neka Broadway drama je bila. Henry Fonda je producent, pa sam je nastopal noter.
Mislim, da je Oskarov malo morja pobrala zadeva in še zdaj zelo dobro zadrži. Mislim, da je tak modernističen masterpiece. Jaz bi še omenil, da obstajata dva remake, ki sta na nivoju istem skoraj. Eden je iz 90-ih zgodnjih, pa Edward Olmos igra not, pa eden je ruski. Ruski je full hud, ker še dodaja eno to dodatno politično komponento noter, ki mislim, da je Čečen fant, ki je na sojenju in še ene druge stvari dodano ti je res wow. Ja, mene je v bistvu presenetilo, da v filmu ti ne da takoj vedeti, pol pa v bistvu en rasist v filmu se začne odražati, pa to so oni, se veš kakšni so, te pa, fuck. Neka manjšina še posredi, in je to cel komplot potem noter. Super zadeva. Mislim, da je Hispanik tale fant. Pač nek geto, ne. Ampak super. Super. Bravo, Mito. Hvala Bogu, da kdaj letiš z avionom. Celih fucking, koliko 10 ur, 18 ur vse skupaj je bilo, v eno smer. Čak, pa sem 2 filma si pogledal. Ne, malo več, ampak na let nazaj sem pa bral reči, ki sem videl več. Ok, skratka, zdaj smo filme pretokli si skozi filme, zdaj še pa serije na pretočnih TV-ih in drugo. Tu bom jaz začel in bom res hiter, ker sem pogledal vse. Poletje sem pogledal vse in tako, ker sem jih zdaj tu napisal, moram od zadnji začeti, ker sem jih pisal zgori dol. Pogledal sem Star Wars Visions drugo sezono, v redu je, boljša od prve, meni se je zdelo nekaj zgodb zelo finih in tudi dosti jih je, mislim, da tako zelo malo dialoga in pa vizualno so precej boljše kot prvo. Prve so se sicer malo trudili, ampak ni bilo tako. Doom Patrol, prvi del 4. sezone sem pogledal. Mi je cool, ampak meni je bila 3. res zavožena in ta je malo boljša od 3. Pa tako še vedno, ne vem, nisem se čist... Prvi 2 sta bile precej boljši, potem so se pa malo zgubili. Medtem ko je The Umbrella Academy 3. sezona še vedno tako odštekana, nora, pocajte ne veš, kva se grejo, kva se dogaja, ampak je zabavna, res zabavna. In mi je bila zelo fajn, no. Warrior Nun druga sezona je v redu, ampak slabša od prve sezone, če sem se tle veselil, da to gradi neki Buffy, sodobno Buffy za 21. stoletje, ni, druga sezona je precej humor, zelo pade, postane precej resni. Tako da jaz v resnici ne vidim neke potrebe, da bi se to nadaljevalo, ampak fani so bili. Ti hočeš reči, da nune so te letos poletje razočarale, pa tle so res hude, imajo dobre uniforme. Res, pa take pretepajoče se nune, tako da me nuna tepe, to je ena mojih fantazij. Da je Rupnika še nismo prebavili, da je 5 naprej s tem šitam. Handmaid's Tale 5. sezono sem pogledal in Jezus Kristus, kako je to naporno. Tudi imajo uniforme, ne? To je naporno, Mito, zakaj mi nisi povedal, da je to tako naporno? Surprise. Mislim, prve se bile naporne, ki je bil vedno nek tak prizorov teh lepega nasilja in to. Tu noter je pa ta čustvena komponenta, ona tako niha. Najprej je totalno jezna, pol je z njo in rešuje, pol je spet totalno fucking jezna in to tako res, pobila bi se, pa ne bi, pa bi ne. Meni je res. Mogoče je to nek komentar na ženske. Mogoče je to res caj, da 6. sezona pa da zaključi in tudi bo. No? Ja, jaz mislim, da se pozna, da so malo utrujeni, no? Ker ta, tako se ti zaomenil, iz furije v neko senzibilnost, pa zopet nazaj, pa neodločenost. Zelo hitro, no. Tako nima repa glave, še v bistvu Selina mi je bolj zanimiva tlele z njeno dilemo. In se ti zdi nek bolj človek, pa ona, ki je nek, ne vem, plot device, ki ne veš, kaj bi z njim počel. To. Potem It's Always Sunny in Philadelphia. Zadnji del z Denisom. Ja, čudovit je. Je nekaj najboljšega, kar je televizija sproducirala in nekoč, ko vam postavili kipe naslednjimi junakom, jaz hočem, da ima Denis svoj kip. Prav, jaz še vedno čakam, da dobi po pički. Ne bo. Mora. Tle oni ne dobijo. Ne morejo, take sociopati kar odkorakati iz TV zgodovine. Jaz sem se čisto poistovetil z njima, pa je res super. Poistovetil, ta Tesla. Ko je bubble tea unijo noter, pa ki ne more plačati z gotovino, pa ki more kupiti več kot ne vem koliko evrov. Tisti je tako amazing, res. Poglejte si in če še niste nobenega dela, o moj bog, kaj vas čaka. 2 meseca požrtije, res. Pogledal sem Shadow and Bone drugo sezono, Ni res
pač malo se vleče, malo je tako tudi. Jaz moram še enkrat porovati, jaz sem odnehal po 3-4 delih, moram še enkrat porovati. Mislim, oni so fajn, še vedno je Vranje šesterica ful boljša. Uno dva pa kar neki, no imata neke probleme, ker si ne znata povedati, da se imata rada. To je resen problem. Ja, tudi v Twilightu je to resen problem. Tudi meni je bil resen problem, že to gledati. His Dark Materials, 3. sezono sem pogledal, tudi tu, moj bog, kva so z tega naredili. Jaz se knjige ne spomnim več, ampak je to res na koncu tako, da ti čakaš, da ona dva seksata, oziroma da imata, da konzumirata svoje... Ne? Ok, hvala Bogu. Ne, res ni v redu, no. Tudi ene stvari so tako na hitro, nekaj se zgodi, in pol je kar vojna, in pol se kar potamanijo, in pol je kar konc, in ne veš. No, in pol pa cel zadnji del čakaš, da se ona dva zbližata, in je neka plava laguna na nekem otoku, in se kopata, in sta oba mokra, in si tako, stara sta, ne vem, 15 let, a jaz lahko neham to gledati, prosim. Res. Secret Invasion sem pogledal, tudi tukaj je precej razočaranje, začelo se ok, ampak res, Olivia Colman je super, ampak ona je ful preveč inteligentna za to serijo. Skuša ta nek vohunski spik, subtilno spraviti skozi super igra, ampak ko imaš ti preko, se pravi, Denzela, zakaj ste mi Samuel Jacksona, ja, ki pač ima samo tam mod, hey, motherfucking spies in the motherfucking house. Whatever, no. Skratka, ni okej, no. Okay. Ni, na koncu tudi tako, zakaj so naredili to novo superjunakinjo, ki ima zdaj vse moči vseh ostalih superjunakov. Ne vem, zakaj to rabimo v Marvelu. In potem se bomo spet delali, ko bo naslednja katastrofa. A ja, tega lika ne poznamo. Ne bil. 3. sezono Witcherja sem pogledal. Aha. Ja, meni boji niso bili slabi. In res pa, da so mi vsi pravili, koliko je za nič in da sem imel nizka pričakovanja, mi je pol bilo mogoče zaradi tega bolj všeč. Jaz sem dvakrat pogledal on del, ko se v bistvu udarijo na Aretuzi, čarovnik, magi pa Vilincija. In ta prvič mi je bilo super, ampak me je nekaj motil, ta drugič mi je bilo, ok, tle vsi samo ful neki krilijo. Ja. In me geografija moti, pol pa tudi kako hitro se znebijo onih dveh drugih zlikovcev, z neko čarovnijo, z ognjem nekaj dela, njemu samo pač glava odpade, prej so ga pa pumpali, kot da je težki motherfucker. Pa ona, ki nagovori s telepatijo, ona je tudi neki hud motherfucker, pa je v bistvu potem Jennifer sam stisne malo, ful dobro objame, ali kakorkoli bomo temu rekli. Tista bitka je res slaba, ker se kar v nekem eni dvorani, po ti straš stoletje pravi mrtvih, že tako 45. Ja, ko hodijo preko trupla. Ustavite, kako že ona reče, kao pazite se puščic, pa ful noben ne pazi. Ampak je pa fajn, mi je bila pa všeč spopad, skratka, Witcherja pa tega Wingforca, Ta fight mi je bil super, ker si predživel nekaj s palco delati, ampak meni tale lik ne gre noter, on se je zriti potegnil, da zdaj sem jaz bad guy stari. V črno sem že prikladno oblečen, tako da ajde, gremo. In to mi zaštorijo ful ne dela. Ja, ni, pa tudi hoče biti Game of Thrones, ampak jaz pol teh likov se nisem naučil, kdo so, pa odkot so, pa v kakšnih razmerih so njihova kraljestva in nič nisem razumel. Moje bilo, mi smo vas izdali. A ste jih res? A nisi ti bil vas poleg kolik? Ja, ne. Meni je škoda, ker imajo probleme z geografijo. Naprimer, pokaži mi en fucking simple zemljevid, pa si vzam 3 minute kot Nolan, pa mi razloži nekaj pizna. Vidiš, tu je recimo Game of Thrones, ki si imel že v špici zemljevid, ne? Pač kašne lisičke. Wink. Če probaš kaj krasti, ukradi ta dobre stvari, nisem blen, ne? Ampak ti povem, ne vem, če sta vidva gledati The Witcher, The Blood Origin. Jaz sem 2 dela pogledal, to je slabo. To je še slabše. To pa ne gre nikamor. To je nek Conan, kvazi, tako. Conan nared Sonja varianta, pač oni se naberejo, tako vse dela in pol na koncu pač napadajo grad, v katerem ni tako nobenega. Ne vem, gledaj, meni ni bilo res tako, še slabš. Black Mirror sem pogledal, sem bil tudi ful razočaran. Ja, jaz sem si enega dobro zapomnil, zadnji del še nisem pogledal sicer, ampak meni je bil dober on za teme astronauti. No? Ja, Aaron Paul. Aaron Paul, pa kaj že. Ker ima edini tako zanimivo sci-fi dilema. Vse ostalo je pa tako, en je nek krim, oziroma neka grozljivka. In tega prej jaz se ne spomnim, Black Mirror, vse nek malo ZF elementa, bilo vse malo prihodnosti. V teh delih ni nič. V enem ni bilo. V teh delih pa razen v tem z Aaronom Paulom večinoma ni. To so pač neki žanr zdaj.
Ne, pa si ni bilo vedno sci-fi elementa. Mislim, pa ne pač sci-fi, vse malo je bilo predstavljeno v prihod, vse malo je bilo tehnologija na nekaj vplivala. Tukaj pa ni dosti, mene je res razočaralo. No. Tole meni je bila tudi tale najboljša, no. Ker se mi je zdela tako zanimiva dilema. Ne. Ja, pa ona Netflix fora, tista pač dober joke, meni je tako malo špricer ideja, pa se mi je zdelo, Netflix pa Inception, dajmo to skupaj, veš, to bo delalo. Tisti je bilo mogoče tudi kar ostale pa Jezus ne. Samurai Jacka sem pogledal vse sezone. Aha. Super mi je. Samurai Jacka res priporočam nekaj najboljšega. Jenny Tartakovsky je genius. Nekaj najboljše animacije, kar jih je. The Bad Batch, se pravi Star Wars The Bad Batch, druga sezona je še boljša od prve, meni je bila res super. Tako da tudi tukaj zelo priporočam, že posebej, ker bomo mogoče kdaj v prihodnosti govorili o Ahsoki. In meni je še vedno so mi risanke res ful boljše. Pogledal sem drugo sezono Good Omens, ki me v začetku ful pusla hladnega, pa ne pritegnila. Potem se je malo razvilo, pa je bilo malo boljš, ampak še vedno nisem čist ziher, a je Neil Gaiman dovolj, da to serijo fura dalje, ker ful mi manjka humorja, ali pa je humor tako, kvazi hoče biti quirky, ampak je sem tako, ne vem, ni mi bilo tako, no. Mi je pa všeč, pač, kako se razvija razmerje med tem angelom in demonom. What We Do in the Shadows sem pogledal in mi je bila ta sezona ful boljša od prejšnje. Ja, res je. Guillermo in njegova pač ta zapleti za tem, a je zdaj vampir, a ni. To se mi je zdelo res ful dobro. Ne vem. The best. Ja, mislim, da našli so neko novo, mislim, da tudi Colin Robinson v polni obliki je boljše kot neki baby Colin Robinson. Cool je bila ta dilema, malo drama je dalo, zraven pa tega skrivanja, da bi to lazlo, pa vsi ostali vejo, da Guillermo je neki napol vampir, medtem ko Nandor ne, pa potem, ko sem mislim tako, pa tudi humor se mi zdi, da je šel mičken stopničko nazaj na to, kar je bil. Tako. Ravno prav na gnusen pa quirky, da je ok. No? Ja, jaz tudi mojem, da sem s to sezono zdaj zelo zadovoljen. In pa za konec pogledal sem Temelje drugo sezono. Je že fertik? Ja, zdaj je konc, ja. Aha. In moram reči, da ful je pa reči akcijska, ful ima teh nekih cliffhangerjev noter, ki pač veš, da ne bo nič z njih in si sem tako, ne, zdaj pa ladja pada, zakaj zdaj oni imajo probleme z ladjo naenkrat, ko pristanejo. Ful je enih takih momentov, kjer so pač hoteli pokazati, kako keša imajo in kako fajn so. Vseeno pa imaš vmes akcijske scene, ki so tako, to smo pa videli na ravni Star Trek Next Generation. Ja. Tako, voda bo zalila, dajmo tu en parlit nekomu v obraz. Ja, skratka, tako da ni, medtem ko štorija tudi nikamor ne pride. Jaz sem tako zgledal celo sezono, pa se mi zdi, da nikamor ne pride, razen z... Še vedno mi je najbolj zanimiv Cesar, oziroma ti trije cesarji. Ta del štorije mi je najbolj zanimiv. Kaj pa Mulo že imajo, ali pa Belerios? Omenjajo, ja. Belerios se samo omenjajo? Sploh ne vem, če njega omenijo. Ja, omenijo ga v prvem delu, že v drugem. Ampak pol pa nisem gledal. Pa jaz tudi mislim, da ne več. Skratka, štorija se nikamor v resnici ne premakne, no. Nič, nikamor ne gre. To je to. Ja, celo sezono pogledaš in je full akcija. In to je to. Ja. Cool. No, malo je tu seksa, ampak premalo. Takoj na začetku. Ravno dovolj seksa za Temelje. Ne vem. Igor, ti si še pogledal nekaj? Ja, gledal sem The After Party drugo sezono in moram reči, da je genialno. Chris Miller spet morata. To je... Cela serija je ideja, da se zgodi umor in potem pride policajka, ki ga raziskuje in vsak od prisotnih, ki so bili na tam, kjer se je zgodil umor, to pot je bila to poroka, oziroma after party po poroki, pove svojo verzijo, kaj se je zgodilo in vsaka verzija je v svojem žanru. In potem, ko so prvo sezono naredili in je bilo to genialno, smislo druga sezona pač kaj čejo. In je spet genialno, najdli so nove žanre, na katere nismo pomislili. Recimo Wes Anderson film je en žanr vmes. In found footage je en žanr vmes. Tak res vredno naredi, ful dober cast in še ful lušno not naveže like iz prejšnje sezone, ki so ali pač eni so isti, so pač še vedno protagonisti, eni pa sem grejo malo mimo nekje na eni točki,
in je krasno. No, Tako da totalno priporočam, to je na Appleu. Pa gledal sem prvo sezono Star Trek Strange New Worlds in komaj čakam, da nadaljujem z drugo. Ja. Mislim, da je to najboljši Star Trek ever. Ne, hecam se. Mislim, TNG pa Voyager sta mi še vedno boljša, pa oni Deep Space Nine nekaj ljudje hvalijo. Tako da še moram malo bolj pogledati. Ampak ne, to je res lepo narejeno. No. Ful so v redu zgodbe, ful je v redu cast. Production value je in raznen scenarij mes je za nič v prvi sezoni, ampak drugače pa zelo v redu. Pa še tistega se malo zgražaš, pa kaj če zakaj so vsi zaspali nenadoma. Tako da to, pa gledal sem Silos, ki ga je že Mito predstavil v zadnji epizodi. Ja, točno, to sem že predstavljal, zakaj si jaz pišem. Ja. Okay. To si že omenil in da je fajn. Okay. Silos je super. Ja, ne, takšen kvazi platonovski neki zasuk pa to. Poznam ljudi, ki so pol šli brati knjige, vsi navdušeni in pol so bili tako da upam, da bo serijo malo boljš odpeljali. Aha, ok. Ja. Okay. Mito, kaj si še ti pogledal od serij? Zdaj na glih nazadnje sem pogledal Sex Education 4. sezono. Okay. Upam, da bi vidva pogledala, da sem malo več pomenil o tem, ker meni je super zaključek cele serije. Mislim, da se tudi, liki imajo dobre zaključke, vejo, kam grejo. To je konc. Ja, to je konc, ja. Tako da cool. Predvsem Gillian Anderson mi je v bistvu tukaj res dobro vlogo odigrala. No? Tiste mati samohranilke. Ki se mora, otrokama, pa se mora s tem še ukvarjati, pa z svojim najstniškim sinom, pa z sestro, ki uleti v 4. sezoni. Tak, kar je cel diren daje, ampak hkrati ima pa lepo srčiko, cela sezona, pa cela serija nasploh, za katero še vedno trdim, da bi v bistvu 16 plus letniki morali gledati, ker to je nekaj, kar je pač ne samo informativno, ampak je zabavno. No? No, okay. Potem pa sem pogledal Miracle Workers 4. sezono z Daniel Radcliffeom. To je zabito ko žeblo, ali kako se temu reče po naše, ne vem. Humor je čisto over the top, Steve Buscemi, pa vsi liki, mislim tudi Radcliffe, pa še 2 stranska lika, 3 stranske like, ki so notri in se pojavljajo v vseh sezonah, samo pač v drugih teh anahronističnih vlogah. Tukaj so v kvazi Mad Maxovsem distopični, apokaliptični, kakorkoli prihodnosti. Ampak vse je tako, humor je čist najstniški pa zabit, ampak na cajte prav paše, neka taka fora. Pa dobro se znajo poigrati z pač nekimi tropi, pa klišeji in je to. Pol pa sem še pogledal The Bear, o katerem tudi upam, da sem kaj več pogovarjal, ampak zato ne kaj prečem, ampak meni je to ena najboljših stvari letos. In tu moram reči, da jaz, ko sem videl prve epizode tega, ki ga tudi še gledam, ki tudi Aljoša gleda, ki je tudi, kaj že, Only Murders in the Building, in pokaže Meryl Streep in si tak, moj bog, ta ženska igra pa res dobro. Do te točke si bil mnenja, da Steve Martin pa Martin Short pa Selena Gomez so ok, pa vidiš, ne, te so tak srednješolsko gledališče amaterije proti tej ženski, ta ženska bo pobrala vse Emije, pa gledaš The Bear, pa vidiš Jamie Lee Curtis. V eni epizodi se pojavi in tak motherfucking dobra, da tak bo tega Oscarja, ki ga je dobila, bo dobil družbo enega kupa nagrad letos. Tole, mislim pa, serija štima na celi, pol pa je ona tam na sredini, sredinskem delu se pojavi in je krona in res wow. Jaz me najprej zadržek do serije, ker me pač foodie pa restauracije ne zanimajo. Sploh toliko mesa, ne? Ja, še tudi to je, ampak okej. Ampak hitro skužiš, da to ni sploh point. To sploh ni point te cele zadeve. Ne? V bistvu point je v nekem kaosu, v katerega ta lik, ne vem, kako ima ime, čakaj, kako ima že ime? Carmen, ja. Stopi noter, pa da proba organizirati svoj life, pa hkrati pa še celo skupino to ljudi, pa restauracijo na noge postaviti, ki je dobo zapuščeno, ne? In je tako, wow.
Deli so 30-minutni in je tempo primeren tem minutaži in je čist huda zadeva. Ta zadeva bo pobrala malo more nagrad in upam, da bo. No. In mi je to neki zraven Successiona letos tole dragulček zraven tega. Mislim, Succession je full boring proti temu. Mislim, zelo drugačna zadeva je, ampak... Full se tak, ne vem, mislim, rezi trajajo, ne vem, več kot sekundo včasih. Ja, to je, ok. Tole izgleda tako, da azijsko skoraj. Ne, huda zadeva, res vsakemu priporočam. Okay. Moram še tudi jaz pogledati. Zice pričakoval še kakšno prvičilo za The Menu, ampak vidim, da ne bo nič. Ne. Seš pa na čaku. Tako kot bi se pred tem kuharom. To je to, kar si pogledal, Mito? Yes. A ste vidva kaj špilale, zato ker veste, da jaz nič ne špilam, tako da... Ja. Ste špilali, Mito? Kaj ste špilo? God of War 4. Okay. Si že obrnil? Ja. Ragnarok. Ne, Ragnarok je 5. Ok, samo Ragnarok poznam. God of War 4 je predzgodba Ragnaroka. Ja, se že dogaja v Norse, kakorkoli. S tem, da tukaj je v bistvu najprej glavni konflikt je med manjšimi bogovi, nekim bratrancem od Thora, neki tazga, pa njegovim drugim bratrancem. Skratka, mislim, da skuša na novo formulo izumiti, da v bistvu Kratos ni zgolj neka furija, ki je potamanila Olimp, ampak tukaj je pa oče, ki mora ta malega vzgojiti za svojega sina, v uvodni špici pokopleta ženo / mati in pol se odpravite na to neko veliko dogodivščino, ko itak pač ta neki polbog ju spravi kao v pogon. Ne? V Ragnaroku, ki sem ga pa na pol odigral, se pa potem Valhalla maščuje nazaj za pokol določenih antagonistov. Ne? Sam scenarij je full hud, dialogi so hudi, hkrati ima neko celo lekcijo o tem, kako nek biti kreten od fotra, pa toksični idiot, ampak probati vzgojiti, pa se pogovarjati z svojim sinom, kljub temu, da sta v svetu polnemu nasilja in tako naprej. In je pač tak zanimivi kombo, ki pa mislim, da so se ga naučili od Last of Us in preigral sem Last of Us Part 2 tudi. Torej, štekam, zakaj je ta špil tako kontroverzen, 2 bolj kot pa 1. Ker ima mogoče neko strukturni problem, oziroma meni ni bil problem, meni je bil cool, ker se pač z 2 protagonistkama igraš, ne? In se zgodba loči, ti na sredini špila prekineš in začneš z drugo igrati in je malo kako rečem, surovo, abruptno prekinitev neke zgodbe, pol pa igraš z drugo, pol pa na koncu sta v bistvu nasprotnici in tako naprej. In štekam, zakaj se folk pizdi, ker itak so vsi zaljubljeni v Ellie in v njeno zgodbo in v njena razmerja, pol pa tukaj je ta njena nasprotnica, ampak v bistvu dajo ful njene zgodbe noter, ko preigraš njen backstory, pa vse skupaj in na koncu vse meni je bilo, dajo zrcalno sliko, pa neke podobnosti izpostavijo med tema 2 zgodbama in mi je bilo bolj bogato kot pa moteče. No. Aha, okay. Ja, tako da full huda štorija. No. Me zanima, kako bo to v drugi sezoni, oziroma v 2-3. Jaz dejansko mislim, da je to najbolj zrelo bi bilo narejeno v TV formatu, da ločijo te 2 zgodbi na 2 sezoni. Ali pa, da je vse vzporedno, en del. Ker, naprimer, jaz bi, če si probam tako poigrati, bi rekel, da bi mi bilo zanimivo, ker v špilu ti igraš v Seattlu in pol je tvoj špil, tvoj potek razdeljen na Seattle Day 1, Seattle Day 2, Seattle Day 3 in tako naprej. Tukaj bi mogoče se lahko poigrali tako, da bi se ti dnevi menjali med protagonistkama, ne? Mogoče bi bilo to bolj zanimivo ali pa nezanimivo. Tako vsekakor mi je bila zanimiva kreativna odločitev, da se rečejo, zgodbo bomo na ta način naredili, pa da vidimo, kako bo folk popizdil. Tako da je pa to še res neki, še vedno nekaj najboljšega za špilati, no, tako da ful toplo priporočam. Super. Ja, jaz sem pa igral Horizon... Sorry. Fruit Ninja. Nisem toliko star, vse. Fruit Ninja, zakon. Je. Torej, Horizon Forbidden, whatever, ta prvi del, bom še... Ne, West. Ok. PlayStation špil... Kaj je to, streljačina? Ne, pustolovščina je postapokaliptični svet, v katerem
pač sentient machines so tako živali, ljudje pa pač ne verjamejo v tehnologijo, so neki pač ostanki tehnologije, ponekod pa tiste živali ubijajo zato, da jih razstavijo in iz tistih delov pač nekaj naredijo. In potem je pač neka ta družba, matriarhat, kjer je pač tale deklica, je glavna junakinja, Eloy, je outcast kot otrok in potem se gre čez neki obred, da pač preizkus, da bi se pridružila nazaj, pa pač je cela štala, v glavnem zelo v redu, malo igralnost spominja na tega, Last of Us, pa to, pa God of War, tudi se je dosti podobno. Pa zelo v redu je narejeno, zdaj sem še pri prvem špilu, sem se pa navlekel na to, ko sem testiral VR in tam je not tudi ta špil za VR narejen, kjer full plezaš in streljaš z lokom in je kar kul. Tu zdaj ne VR je pa pač zelo v redu štorija, zelo en ta bogat postapokaliptičen svet, ker še nisem pač obrnil špila, ne vem točno, kaj zdaj je vzrok, ampak je cool, tak nek ta tribal varianta. Pa Death Stranding, ki pa je insane. Ja, ne? Ja. Mislim, tudi še nisem obrnil, ampak to vsakič, ko se obrniš štorija in gledaš tak, kaj? Kaj? Zelo, zelo dobro. No. Ja. Tako da to tudi priporočam in ko me čakam film tudi, no. Ker je. Ok, super. Hvala vama, hvala nam, ali kaj? No. Ja, jaz sem še bral knjige. Knjige pa ne. Ja, povej, seveda, Igor, knjige, to sem skoro pozabil. Bral sem od te R.F. Kuang Babel in je tak en fantasy svet, kjer postavljam viktorijansko Anglijo. Anglija je najmočnejša velesila na svetu in to zato, ker imajo srebro, ki ima čudežne moči. Te čudežne moči srebru dodajo prevajalci. Ja. Razumem, zakaj ti je všeč. In v bistvu, ko napišeš na eno stran besedo, pa na drugo stran prevod, je tisto, kar je izgubljeno v prevodu, to, kar daje moč in vrsto moči temu srebru, ki se potem lahko uporabi za zdravljenje, za boljši pridelek med, več rib ujet, hitrejše ladje, močnejše topove, whatever. Ne? Mislim, da je bolj za lase privlečenega plota. Ampak to je čist v zadju, to je ful nepomembno, perspektiva je skozi... Tako kot so prevajalci nepomembni. Skozi enega fantka, ki odrašča na Kitajskem in pol mu familija umre in ga ta en Anglež, ki se izkaže, da je njegov biološki fotor in ga je pač mu plačeval guvernanto cel cajt, on ga pripelje v Anglijo zato, da bo ga izuril za prevajalca, ker je pomembno, da to pač magijo s srebrom lahko delajo ljudje, ki so dvojezični in ful poznajo do obisti jezik, drugače pač, če ti samo veš tiste besede, ti nič ne koristi. Ne? In hkrati je še pol scena, da jeziki, ki jih več ljudi govori, iste, ne? Torej angleščina, francoščina, ful zgubljajo na moči in rabiš kitajščino. In pač it's a whole thing, ampak je o imperializmu in kolonializmu in o tem, da kot naslov pove or the necessity for violence, da pač se ne gre upret z prijaznimi protesti, ampak samo s tem, da uničiš kolonialno moč z nasiljem. In liki so malo flat pa to, ampak tale nasilno sporočilo Fight the Power je pa mi bilo všeč. Bral sem Razvejanje tudi, ki je full bolj boring, ki se vidi, da to je napisala Milenika. Nasilnih revolucij. Ne, je tudi to not, pravzaprav dobesedno je to not, iste teme so noter, samo da je o drevesih pa to in o ekologiji. Samo ono knjigo je napisal Boomer in ja. Okay. Ja. Ful je predebela, ful bi se dalo stajnšati, ful se eni klišeji not, ki so nepotrebni, je pa prva tretjina knjige je pač so neke zgodovine ljudi, ki se pol povežejo in pol, ko se druga tretjina začne, pa tak tale Spielbergov, ta dober sci-fi film Bližnja srečanja,
In pol imaš fulide, to bo to, ne? In pol ni, in pol več je malo bolj boring na koncu. Ker mislim, če obljubljaš bližnja srečanja, pol češ bližnja srečanja. Ja. To sem bil malo razočaran. Pa ni druge. In potem ravno kar še berem, bral sem še enko drugih stvari, ampak Witcherja, 1 in 2 krasne knjige, bolj priporočam. Zdaj berem Mariano Enriquez, Kar smo izgubili v ognju, kar je nov prevod. On nam res nekaj če prebrati. Ja, to, kar sem vama že prej prebral, bom zdaj še enkrat prebral. Ker se mi zdi, da imamo premalo Ljudje in ljudine in sedaj literarni nokturno. Ja. To zdaj je ena od protagonistk, to je zbirka kratkih zgodb, temu se reče tale gotika, južnoameriška, eni nadnaravni elementi so, ne pa nujno. Tole zdaj pač razlaga ena ženska, ki je malo nezadovoljna z lifeom svojim. In začne o svojem možu. Bil je dolgočasen, jaz pa neumna. Imelo me je, da bi kakega tovornjakarja prosila, naj me povozi in pusti raztreščeno na cesti, razpočeno kot psice, ki sem jih sem in tja videla mrtve ležati na asfaltu, nekatere med njimi breje in njihove mladičke, umirajoče okoli njih, vse so bile pretežke, da bi tekale hitro in se izognile morilskim gumam. Se mi zdi, da tale odlomek povzame, koliko daleč gre ta avtorica pri tem enem gnusu in kako daleč gre v horor, ko tega ne želiš. Priporočam. Ja, no, Igor, jaz mislim, da si navdušil številne bralce, zdaj, ki bo to takoj poiskal. Ni da. Glejte, to je bilo vse, kar smo gledali, brali, špilali čez poletje. Morate priznati, da smo bili res zaposleni sami s sabo. 6. sezona obeta veliko enih reči, nekaj smo že napovedovali. Skratka, oktobra naj bi bili v Izoli, imeli svojo prvo živo epizodo, delali skratka Izganjalca hudiča. Slišali ste, da bomo v kinoteki delali Vstopi v zmaja, na meji nevidnega, potem maja bomo gotovo imeli kakšno živo. Zdaj zaenkrat je ideja, da delamo letošnji mesec westerna, ampak najbrž ne bo novembra ali pa decembra, zato ker je takrat ful reči zunaj, tako da pričakujte, da bo to mogoče bolj v januarju, kaj je bolj tako mrtev mesec ali pa tam nekje. Skratka, ful stvari še imamo, tekoče gledamo Wheel of Time, gledamo Only Murders in the Building, gledamo ne vem kaj še, Ahsoka. Nekaj od tega bomo delali. Danes večer gremo v kino gledati, mislim danes, ko to snemamo, ko vi to poslušate, gremo gledati Kreatorja, mogoče še nam bo film všeč, delamo naslednjič njega. Skratka, polno v 6. sezoni delali bom tudi še kakšne klasike. Nismo se še odločili, da bomo kakšno serijo delali na kratko, tako kot smo lani The Last of Us, ampak če bo kaj res hudega, res dobrega, pa kar vas bo res zanimalo, vsak del posebej, vas bomo uslišali. Skratka, dajte... Mislim, Vrenko pride nazaj, ker to bi bilo. Ja. Vrenkeca, ja. Dajte pač skratka nas poslušati, no. Ne bom vas prosil, no. Mislim, če hočete, dajte nas, no. Ampak skratka, mislim, da bomo imeli veliko zanimivega. Skratka, nazaj smo, to je prva epizoda 6. sezone in zdaj smo spet na vsaka 2 tedna, tako da ne boste se nas znebili tako hitro, vse do junija, spet ne. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli, to je bila že naša 166. epizoda, kot sem pravkar omenil, prva epizoda 6. sezone. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na e-mail bot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor. Ja, film je. Ja. Mito, ni te dušice noter. Gegič in Aljoša, naj pride tvoj starši v šolo. Tole epizodo smo posneli v našem štabu, kinogledališču Bežigrad, ki ima najboljše osebje, najboljše kokice, najboljše pivo. Če gledate film v kinu Bežigrad, ga gledate dobesedno v centru. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljajte platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če ste med poletjem zakrivili kaj drugega kot ogled dobrih filmov in serij, se pridite spovedati. Povejte, koga ste, kje ste ga in prinesite še kakšno fotografijo. Če lahko dodate še izrezane črke iz časopisov, bomo tudi zelo hvaležni. Podcast obot, mi zanimamo vas, vi pa zanimate nas.
Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku, Instagramu, podcast skajamo, bot brez pikic mes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer se tu in tam javimo in klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna mreža še vedno delimo tudi rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, termovke poletnega Švica, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 166. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja in druga epizoda 6. sezone je na vrsti torej 10. oktobra. Govorili bomo najbrž o Kreatorju, mogoče o The Bearu, mogoče o Sex Education, ne vemo. Skratka, dajte nas poslušati in se poslušamo. Hvala vam za vašo pozornost. Švic, kako je termovka Švica stari. Ja, da ostane lepo toplo. Lahko probamo Sex Education with The Bear on Coke. Ne. Kaj je za bilo to? Ne. Asoka Bear, to je skupaj, ker oboje poslastično. The Wheel of Bear. The Wheel of Sex Education. The Wheel of Sex Education, ja, kaj bomo pa danes? Lahko si naredimo pač The Wheel of Fortune, pa prav zavrtimo, pa imamo tako. Ono suče flašo, kao, spin the... Lahko pa gremo naj pije ki še ni nikoli seksa v avtu na avtocesti. Čiri. Med vožnjo ali na stavnem pasu. Ja, neko snemat, tako.